V tem videu ti pokažem, kako lahko na dva načina kopiraš vsebino ali iz bloga v novo blog objavo ali pa narediš kopijo recimo nove strani. Prva varianta je s pomočjo plugina oziroma vtičnika, ki ga lahko naložiš, naprimer Duplicate Post from Yoast je en vtičnik, ki ga jaz uporabljam in je super za uporabo. Tega je potrebno najprej namestiti in ko imaš nameščeno, lahko naprimer greš pod strani in če bi želela recimo ta sample page narediti kopijo te strani in potem samo spremeniti mogoče kako vsebino, ohrani se celotna struktura in vsa vsebina, lahko naredim kopijo te strani in jo potem samo editiram. In sicer, ko se postavim na ta zavihek, na to vrstico, imam možnost klon, klikneš in naredi se ti novi osnutek s to stranjo. Potem pa samo klikneš na to stran in jo po želji tudi urediš. Druga varianta pa je brez vtičnika, torej kako lahko vsebino strani kopiraš, brez da klikneš na vsak posamezni modul oziroma blok in ga kopiraš posebej, lahko narediš to na drug način. In sicer pod strani dodaš novo stran, v katero želiš kopirati to vsebino in potem na tej strani, ki jo želiš kopirati, klikneš na te tri pikice in izbereš pod urejevalnik kode. Zdaj prikaže se ti ena taka čudna koda in nič skrbeti, to celotno kodo izbereš in daš kopijo. Potem pa greš na to novo stran, kamor želiš to kopirati in greš popolnoma enako urejevalnik kode in tukaj to kodo celotno prilepiš. Potem pa greš spet pod tri pikice, klikneš na grafični urejevalnik in imaš vso vsebino potem tukaj kopirano. Potem pa klikneš samo še objavi oziroma urediš stran čisto po želji. Evo, upam, da ti je tale mini trik pomagal. Če imaš še kakšen problem oziroma želiš v bodoče si videti, kako rešiti nek problem, ki ga mogoče imaš na svoji spletni strani, ki je narejena v WordPressu, te vabim, da mi pišeš na maja@afnamud.si